Vedno več mladih deklet začne govoriti o strahu pred moškimi migranti. Znana tiktokerka, dekle, ki izgleda, kot da ima komaj 15 let. Ljudje začnejo govoriti, ker se zavedajo, da življenje v strahu ni normalno. Samo želim si živeti nekje, kjer nisem obkrožena s tujci, kjer nisem obkrožena z ljudmi, ki sovražijo to državo in nimajo nobenega zdravega razuma. Ne vem, kaj naj za vraga naredim. Kam naj gremo? Strinjam se s to žensko. Tudi jaz nočem živeti poleg kupa tujcev, ampak... Ni samo to, da so tujci. Obstajajo ljudje, ki jih ne zanima asimilacija, ne zanima jih integracija, zanima jih, da škodujejo mladim ženskam. In kolikor se mediji trudijo, da vas manipulirajo, da jih morate imeti radi. Ljudje, ki dejansko hodijo ven in se gibljajo zunaj in so izpostavljeni temu, kar se zdaj dogaja kot popolnoma normalen pojav, ugotavljajo, da je morda tole laž. Mislim, samo poglejte to znano tiktokerko, ki nikoli ne govori o politiki. Nikoli. Na TikToku dela videe Pripravi se z mano, ampak je ugotovila, da mora spregovoriti. Verjetno bo to eden najbolj kontroverznih videov, kar jih bom kdaj naredila ali objavila. To ni moja običajna vsebina, ampak nekaj, kar me resnično obremenjuje. In ko ugotavljam, koliko ljudi moje starosti sploh ne ve, kaj se trenutno dogaja v naši državi, me to resnično spravlja v tesnobo. Tako da, ja. Kar me je potegnilo v to spiralo, je bilo brskanje po Instagramu, kjer sem videla video moškega v New Yorku, ki je sprehajal svojega psa. In vidite tega muslimanskega moškega, psa mu pritegne pozornost in oni sovražijo pse. Mislim, da je to nekaj proti njihovi veri. Pse imajo za umazane ali nekaj takega. In ta moški postane besen v zvezni državi New York v Ameriki. Začne kričati, meče stvari na tega moškega. Njegova žena muslimanskega moškega, da poskuša odtegniti stran in preganja tega moškega z njegovim psom, ki ni počel ničesar drugega kot sprehajal svojega psa iz parka. In to me je nekako pripravilo do razmišljanja, zakaj je to tako. Zakaj je to na mojem viru? Ker če bi bila to enkratna stvar, veste, kot zakaj se mi to prikazuje na družbenih omrežjih. Zaradi tega videoposnetka sem imela na svojem viru še več videoposnetkov o islamskem prevzemu v Združenih državah. Ta video ni namenjen sovraštvu do kogarkoli, ampak je video, ki izraža iskreno skrb in zaskrbljenost za mojo državo. Posebej gre za iskreno skrb za ženske v moji državi, ker ta vera ni vera miru, ni feministična vera. To je vera, ki v njihovi domovini, v Afganistanu, ženske ne smejo govoriti v javnosti. Veste kaj? To je spet tako srce parajoče. Je tiktokerka, ki dela svoje lastne tiktoke o svojih mislih in mnenjih. Ampak tukaj mora biti tako previdna. Poskušam nikogar užaliti, bla bla, ker ve, da bo to povedala in ji lahko to uniči življenje. In kljub temu ima še vedno pogum, da o tem govori, ker se zaveda, da je nekaj res narobe. Lahko so kaznovane s smrtjo, pretepanjem ali kamenjanjem, če govorijo v javnosti. Prav tako morajo imeti popolnoma pokrita telesa. Že zdaj vidimo učinke te mizogine religije v Združenem kraljestvu. Videla sem več videoposnetkov, ki so jih prestrašene ženske posnele na javnih mestih, kot so parki, trgovinah ali kar na ulici, kjer ti moški pravijo, da imajo pravico do ženskih teles, ker so moški. To je njihovo prepričanje. To je množično priseljevanje ljudi. To je njihovo prepričanje o ženskah. To je njihovo prepričanje. Kdor tega še ne razume, res mora dojeti bistvo. Mislim, ta video je postal izjemno viralen, ker prav zaradi tega razloga. In moram reči, da se strinjam z vsem, kar pravi. Ljudje nenehno komentirajo moje objave in pravijo, da sem islamofobna. Ja, sem kar ve to straši. Tega me je res groza. To je bil Iran v 70-ih letih, preden je zavladal islam. To je Iran zdaj. Želite še en primer? To je bil Afganistan, preden je zavladal islam. To je Afganistan zdaj. Libanon, prej in zdaj. Evropa, prej in zdaj. Michigan, prej in zdaj. Da. Tega me je res groza. In če tebe ne straši in želiš biti tako sprejemajoč, nekega dne boš pristal v prekleti hidžabi, pokrit od glave do pet, ker si moral biti strpan. Moral si vse to sprejemati. Oprost. Tega absolutno nočem sprejeti. Za vse tiste, ki trdite, da ste tako strastni zagovorniki ženskih pravic in feminizma, kako za vraga je to feministično? Kako za vraga je to dobro za ženske? To je čisto zlo. Zakaj so majhni otroci pokriti z burkami? Zakaj? Ker naj bi bilo tako prav, da moški ne bi bili v skušnjavi. Pedofili, iztirjenci. To so ti moški. Če jih mikajo majhni otroci in veš, da so pedofili in iztirjenci, ker jim njihova vera dovoljuje, da se poročijo z deklicami starimi komaj 9 let. Torej ja, označi me za islamofobko. Sem. To me straši.
Ne vem, če bi lahko to povedala bolje. Resnično ne vem, če bi lahko to bolje povedala vsaki prekleti feministki tam zunaj, ki na to ne opozarja. Poglej, ne gre za brke, ne gre za oblačila. Naj ženska nosi, kar želi nositi. Gre za vse, kar ta brka zakriva. Gre za vse, kar ta burka pove o ženskah. Za dejstvo, da jih je mogoče tako zlahka odstraniti iz družbe po želji moških, da nikoli ne morejo pokazati, kdo v resnici so. In to se potem razširi na vse ostalo. Če pogledate družbe, v katerih morajo ženske nositi burke, ni samo oblačilo. Gre za vse v njihovem življenju. Za to, koga se poročijo, kam lahko gredo, kakšno izobrazbo lahko pridobijo, o kom lahko govorijo, o čem lahko govorijo, ali sploh lahko spregovorijo. Vse te stvari so jim odvzete. To je skoraj kot metafora. Ženska preprosto izgine v praznino v svetu, kjer moški vidi nekaj, kar je podobno vreči za smeti in ga ne privlači. Zato je to sprejemljivo. To je tako ponižujoče, tako demoralizirajoče, tako nesprejemljivo in dogaja se povsod, kjer te države prevzamejo oblast. To je preprosto noro. Noro. In te ženske imajo prav. Spomnim vas, da je ta tiktokerka mlada, je še otrok in začenja se zavedati nečesa. Nekaj tukaj res ni v redu. Skrbi me za svojo državo. Posebej me skrbi za ženske v moji državi, ker ta vera ni vera miru. To ni feministična vera. To je vera, ki v njihovi domovini, v Afganistanu, ženske ne smejo govoriti v javnosti. Lahko so kaznovane s smrtjo, pretepanjem, kamenjanjem, če govorijo v javnosti. Prav tako morajo imeti popolnoma pokrita telesa. Že zdaj vidimo učinke te mizogine religije v Združenem kraljestvu. Videla sem več videoposnetkov, ki so jih prestrašene ženske posnele na javnih mestih, kot so parki, trgovinah ali kar na ulici, kjer ti moški pravijo, da imajo pravico do njihovih teles, ker so moški. To je njihovo prepričanje, to je množično priseljevanje ljudi, to je njihovo prepričanje o ženskah. In stvar, ki me je res spodbudila, da danes posnamem ta video, čeprav me je strah, iskreno, sem malo nervozna, ker še nikoli nisem objavila česa takega, ampak zavedla sem se, koliko ljudi o tem sploh ne ve. Tudi jaz do nedavno nisem vedela za to, pa se to dogaja že nekaj časa. Opazujem množično priseljevanje v Michiganu. Danes sem gledala protest, kjer so bile vse ženske od glave do pet oblečene v črno. Ne vem, kako se imenujejo samo tista pokrivala, ki jih imajo. Prisotni so bili tudi otroci. Otroci so bili z njimi. Otroci so opazovali, ki niso bili muslimani. In hodile so naokrog in vpile nekaj v zvezi z islamom. Ne vem. S ponarejeno krvavo glavo, ovito brisačo na palici. To je tisto, kar dovoljujemo v naši državi. Všeč mi je, da sploh ne ve, da je popolnoma neizobražena, ampak si misli, ker sem neizobražena, dejansko gledam to in ugotavljam, da je nekaj pri tem res narobe. To je strašljivo. In strašljivo je tudi to, da ljudem, ki odkrito sovražijo Ameriko, ameriško vlado, tako odkrito dovolijo, da pridejo v Ameriko in imajo ves ta vpliv in v tako velikem številu. To je strašljivo, ker se tako sprejema zakonodaja, tako nastajajo zakoni. Dogajajo se stvari, gibanja, ki lahko popolnoma ogrozijo svobodo, lahko popolnoma ogrozijo varnost žensk. To ni religija miru. Vsem tistim idiotom tam zunaj, ki pravijo, da se to ne dogaja tam, kjer živijo, češ da se dogaja v Michiganu. Morate razumeti, da pripeljejo toliko ljudi, da lahko spremenijo zakone povsod. To je tisto, kar želijo narediti. Tako spreminjajo zakone. Tako so nacisti to naredili v Nemčiji. Bili so naključno izvoljeni, naključno, in potem so vse spremenili. In to ne prihaja iz sovraštva. To ne prihaja iz sovraštva do religije. To ne prihaja iz sovraštva do določene skupine ljudi. To prihaja iz iskrene skrbi in zaskrbljenosti, ker vem, da nekoga kot sem jaz, dekle kot sem jaz, sploh ne bi hoteli videti. Veš, zdaj nosim top brez rokavov. Snemam video o svojih prepričanjih, imam svoje mnenje in ga tudi odkrito povem. In strašljivo je pomisliti, da bi ta kultura lahko vplivala na moje zakone, mojo državo, kjer živim, kjer prebivajo ženske, ki jih imam rada. In preprosto to ni moja običajna vsebina. In mislim, da se bom po tem videu zagotovo vrnila k svoji običajni vsebini, ker je to res težko in nočem ves čas govoriti o tem. Ampak strašljivo je, da tega nisem vedela prej, da ljudje moje starosti okoli mene tega ne vedo, da preprosto nismo bili seznanjeni, ker se o tem nič ne poroča v novicah. Mislim, da je to nekaj, na kar moramo vsi biti pozorni, previdni in pazljivi, ker živimo v čudoviti državi, ki ceni svobodo in mir. Veš, seveda ima svoje pomanjkljivosti, ampak sem zelo hvaležna, da živim v Ameriki. In nočem, da bi se karkoli od tega, kar nam je tukaj tako zelo pomembno, spremenilo zaradi množičnega priseljevanja ljudi, ki verjamejo v povsem nasprotno. To zagotovo ni moja običajna vsebina. To je precej pogumno. Je kar pogumno, da se neizobražena tiktokerka odloči, da je nekaj tako očitno narobe, da mora o tem spregovoriti. In toliko mladih ljudi je, ki so preprosto neinformirani in neumni, ter mislijo, da je to samo zato, ker so rasisti. Ne, ljudje, naučite se dejstev, pridobite informacije in razumite, da je to načrtovan proces. Obstaja sistem, vedo, kaj počnejo in to tudi izvajajo. In tista stvar na vaši strani zate se pojavlja, ker obstajajo milijoni takšnih videoposnetkov in nekaj se mora spremeniti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.